Julijana, čudovito. Hvala še enkrat za tvoje modrosti in vse izrečene besede. Vsekakor za vsakega izmed nas neizmerno bogatstvo, izkušene žene, ki se vsak trenutek trudi za izboljšanje svojega življenja in te svoje nasvete seveda deli tudi širši okolici in ožji družini. Tako da še enkrat ponovno hvala, draga Julijana. Sedaj pa vsi, ki ste z nami, ki še vztrajate na družbenih omrežjih, na Zoomu, tukaj, jaz bi želel, preden gremo na celovečerni film, ki nas čaka, torej ta film ni za mlajše od 15 let, je precej direkten, ampak s to direktnostjo marsikaj pove, a ne? Tako da bi mogoče 2 stavka, samo toliko, da vas vpeljemo v vsebino, ker če se ena podrobnost iz filma izgubi, potem ne morete slediti celoti, ker je zelo detajlen film. Torej, kaj sporoča? Na kratko, da vas malo seznanim. Če želimo začeti spremembe, moramo začeti na lokalnem nivoju in sicer v občinah. Tam, kjer živimo. Najprej v družini, če smo v bloku, a ne? Skupnost v bloku, kjer je tudi seveda hišni red, potem okolica, v kateri se nahajamo, okraj, a ne? In konec koncev seveda občina, v kateri živimo. Preden si ogledamo film Občino in goreči župan, je ključno razumeti, kako politične strukture na tem nivoju omogočajo mafijskim omrežjem, da se vtihotapijo najprej v zakonodajni proces na lokalnem nivoju, kajti to potem oblikuje celoten državni nivo, a ne? In vsebine zakonov, kar smo danes že govorili, vplivajo na življenje vseh prebivalcev v občini. In takšen začetek pritegne pozornost na nujno spremembo. Prva tarča organiziranega kriminala so lokalne skupnosti. In prvi ljudje, ki so prizadeti, smo mi, ki živimo na tem območju. In lokalna skupnost je prva bojna linija, kjer moramo aktivno sodelovati, proaktivno, seveda tam, kjer župan sprejema odločitve. Glejte, nenehno je treba tem ljudem gledati pod prste. In nocojšnji film Občina je kot odraz tega problema in ponuja priložnost za globoki razmislek o tem, kakšna omrežja delujejo tudi pri nas. V praksi, kjer rušijo javni red, potem pa očitajo ta ista mafijska omrežja, da mi, prebivalci, bom rekel občani ali pa državljani, rušimo javni red in potem najamejo mafijsko policijo, mafijske redarje, ki ti moraš še potem plačevati njih za varnost, a ne? Da te obvarujejo pred javnim redom, ki ga povzroča ta ista mafijska združba, ki oblikuje tudi našo zakonodajo. Nonsens. Prav ste slišali, javni red in mir, za katerega plačujemo, ga plačujemo na račun mafije. In glejte, film bo pokazal, kako roka umiva drugo roko. In ta igra mnoge vodi potem na koncu seveda v propad. Prej ali slej se vse to izkaže. Film, bom rekel, osvetljuje, kako trajna in nespremenljiva mafijska omrežja oblikujejo pravila igre. Zakaj sem rekel nespremenljiva? Zaradi tega, ker so ta omrežja trajna, politik pride gor pa za 4 leta, pa potem pride drug obraz, pa tretji obraz, četrti obraz in seveda divide et impera, ne? Imaš statična omrežja, ki so skrita, ki vladajo, to so kot tisti 3., 4., 5. uradnik državni upravi, ki vse ve, ima vse informacije, dovolj visoko je, da se ga ne premakne. On daje informacijo ministru, pomočniku ministra in drugim uradnikom, ki potem pridejo in grejo. In seveda ti ljudje v bistvu vodijo državo in to so mafijska omrežja, ki ponujajo začasne, se pravi, učijo začasne politične voditelje neke izbrane stranke, ki trenutno pride na oblast. S pomočjo medijev, ki jih obvladujejo,
pa to prikazujejo kot neko demokratično vrednoto trenutnega stanja političnega položaja, ko predstavijo nove obraze, kao nove programe na vsakih nekaj let. Saj veste, kako temu gre. Namen tega demokratičnega sistema je, da vladajoča in skrita omrežja prikrijajo resnični kriminal, ki se skriva v globini političnih procesov. Večkrat slišim, da kakšen politik reče, da je naša demokracija je ogrožena. Ni rekel vaša, rekel je naša. Njihova. Vas je spustil. Razumete besedno igro? Ko nekdo reče, ko Golob reče, ja, naša demokracija je ogrožena. Kaj s tem misli? Demokracija v državnem zboru, njegova mafijsko omrežje je ogroženo. Ne pa narodova demokracija. Ne? Pazite, kaj rečejo. Zaradi tega, ker to je politični program, ki nima nobene veze s 1. členom ustave. Slovenija je demokratična republika, to pomeni, da se dela v skladu z ustavo, ne pa z nekim političnim programom. Ne? Mreže organiziranega kriminala, v katero se potem vsi tej obrazi zapletejo, čeprav od začetka tega sploh niso želeli, niso imeli tega namena. In ta nevidna omrežja moči v sodobnih mestih so globoko zakopana pod površjem, recimo mesta New York, Pariz, London, Ljubljana. To je prikazano navidezno demokracijo, dejansko pa vladajo mafijska omrežja moči, ki nadzorujejo te politične procese. Ta omrežja, povezana z organiziranim kriminalom, pa nam ponujajo potem javni red in mir. Ti, če boš recimo na 3 strune zaigral minuto čez 10 ur zvečer, bo sosed poklical policijo in policija ti bo dala 800 evrov kazni, ker si soseda motil minuto pa 10 minut. Ko pa na cesti se dogajajo stvari, to, kar se dogaja, in ko se dogaja pa kriminal, tega pa ne vidijo. Takrat pa policisti, ne, to je pa vse v redu. Glejte, vzpostavljajo strukture, kjer izvoljeni predstavniki postanejo del sistema, ki ga sami ne morejo več nadzorovati. V državnem zboru so samo še lutke. Vsi so za. Zakaj? Zato, ker so vsi kontrolirani. Vsi so na vrvico, na plačico, na grožnje. Ja? To ni nekaj, kar je prisotno samo v velikih svetovnih mestih. To je tudi pri nas, ne? Se vidi. Kaj pa je Ljubljana? Ena malo večja vas. Če pogledate Zagreb, ima več ljudi kot vsa Slovenija. Ne? Kriminalna omrežja so tako močno prisotna, da se tega sploh ne zavedamo. In ta kriminalna združba uničuje, bom rekel, ena uničuje drugo, saj je druga postala premočna za prvo. Ja? Naj vam povem primer. V Ljubljani so decembra 2023. To je dobro leto nazaj. Policisti ovadili 27 članov kriminalne združbe zaradi 113 kaznivih dejanj. Glede na to, da obravnavam policijo danes v današnjem času kot kriminalno združbo, kar tudi je, so tile postali nevarni policiji. In policija jih je ovadila sama sebi in tožilstvo, zato ker so bili prenevarni za njih. Kje smo pa zdaj ljudje, ki se znajdemo v tem sodu? Trgovina z ljudmi, trgovina s prostitucijo, trgovina tihotapljanja migrantov. Država podpira migrante, potem pa nekdo se s tem začne pečati in policija ga ovadi, država to predpisuje, ampak ker je ta postal nevaren policiji, ker je policija edina pooblaščena, da tihotapi migrante, so te dve združbi zdaj med sabo seveda v koliziji. Ja? Združba je izkoriščala posameznike in delovala na različnih lokacijah po mestu, kar jasno kaže, da organiziran kriminal prežema tudi ne samo velike države kot Ameriko, ampak tu po vaseh pole se grejo skupaj in krepijo zvezo. Veste, da so 2024 so se povezali celo, ne vem kakšno vezo imajo zdaj londonski policisti s slovenskimi policisti, ampak v boju proti organiziranemu kriminalu so se povezali organizirani kriminalci. In sami povejo, da so organiziran kriminal. Ne povejo nam v obraz, ampak ljudje to jemljemo kot zdaj, seveda. Veste, ker ti policisti, to ni nobena državna struktura, ampak to so društva, ki jim država da žegan
Zakaj? Zato, ker tudi državniki se hočejo zaščititi zaradi svojega kriminala, da jih ti kriminalci tudi ščitijo. In smo v začaranem krogu teh omrežij, nad drugimi omrežji, nad lokalno politiko in družbo. In film Nocoj goreči župan občine osvetljuje, kako organizirani kriminal z ekstremističnimi dogodki iz ozadja nevidno vpliva na vse politične procese, odločitve in javno mnenje. In ta dober goreči župan seveda se znajde v situaciji, ko mora biti med yin in yang, med dobrim, slabim, črnim, belim, rdečim in ne vem kakšnim, razumete? In na koncu seveda divide et impera, vlada vsakemu omrežju posebej, in ko se zadeva razišče, se vidi, da dejansko on, ki je dobro hotel vsem občanom, vodi, ne hote vodi vse te kriminalne združbe. Toliko, da boste razumeli vsebino filma. In ta dinamika, veste, pa ni omejena samo na mesto, temveč se pojavlja po vsem svetu, v vseh enakih ali podobnih oblikah, kjer nevidno omrežje oblikuje politično in družbeno krajino. In temu moramo narediti konec. Ker v Ljubljani je pa največja kriminalna, to so 3 kriminalne združbe in vse 3 obvladuje župan. Oprostite, zato da je mir v mestu, jih mora obvladovati. In če obvladuješ kriminalne združbe in če si z njimi, potem kaj si potem? A si še vedno župan? Ok, srečno, gospod župan. Naredimo 5 minut pauze, potem pa zavrtimo film in zaključimo nocojšnji večer. Srčna hvala, da ste se nam pridružili. Žal mi je, da vam moram povedati, da jaz povem stvari direktno. Nisem nek diplomat, kjer bom okolišil, ker bom nekje v rokavicah nekaj lepo govoril, nejasne stvari, ampak povem bo. Tako je, dajmo nekaj storiti, da se v naši družbi spremeni. Mi moramo na lokalnem nivoju obvezno nekaj narediti in spremeniti in ljudem povedati, kaj počnejo. V obraz. Ko čarovniku odkriješ trik, ni več trik, ni več interesanten. In več trikov, ko bomo odkrili, več, ko bomo govorili, manj kart bodo imeli v rokavu, prej bomo prišli do zdrave družbe. Lep večer, imejte se dobro in uživajte v filmu. Zavrtim ga čez 2-3 minutke. Hvala ti, 1000-krat. Ja, hvala vam. Ja, veliko takih bi bilo treba, da je pošteno povedalo v obraz. Ja, no, ja, moramo tudi nekaj narediti, ne. Ja, tudi ja. Seveda. Moraš to znati. Ja, torej jaz, to, kar Nekaj. povem tukaj, bom rekel vsako soboto, veste, je v ozadju ogromno dela, ogromno zalaganja Ja. in ogromno komunikacije z ljudmi. Ja, Tega res nihče je. ne ve, to se ne vidi. Je pa seveda potem odraz tega, so to naše srečanja in te informacije, ki priplavajo na vrh, v ozadju pa seveda se veliko dela. Tako da gremo naprej, ne? Iščemo, Ja, bom rekel, pot do družbene sreče in prav je. hvala ti, 1000-krat. Lahko noč. Lahko noč.